Dobro jutro, dobrodošla v sobotnem jutru. Evo, jaz sem že v nizkem štartu, majčko imam že izbrano, s tem, da spodnji del je še pižama, pa make-up imam delno tudi že. Videa se namreč odpravljava v Zagreb, greva najprej v center Zagreba, potem pa v Ikejo. S tem, da vlogala bom verjetno šele v Ikeji, ker ni še toliko nazaj, ker sem naredila en vlog v Zagrebu, pa da ne bo precej podoben. Predvsem greva torej v Zagreb zaradi Ikeje, najprej bo šla valjda na sončka, kavica malo po mestu, pa bo torej do Ikeje. Današnji plan je, da najdeva stvari za stanovanje, ker nekaj stvari nama še manjka, tako da bova šla pogledat, kaj se kaj lepega dobi. Jaz sem že gledala po netu, ampak nekako ni isti občutek, kakor če vidiš te stvari v živo. Jaz sem nekako pristaš tega, da moraš vsako stvar začutiti, pa če je to samo en kavč ali pa neka druga stvar, tako da jo vidiš ti pri sebi doma. Tako da bova zapisala mere, poslikala, naredila nekak tak ožji izbor, da ko prideva naslednjič, bo rekla sam to, če pa nam bo kaj že to všeč, pa bova jasno tudi kupila, če bom začutila. Če te takšen vlog zanima, če te zanima, kaj se kaj dobi v Ikeji in kakšen je moj okus za opremljanje stanovanja, pol glej naprej. Prišla sem v Ikejo, danes pa močala, ker nekaj slabo vidim, tako da naj se začne. Kakšni luškani srčki, evo za Valentinovo, ki prihaja, če kdo rab take dekorativne blazine, ali jih pa tako obes po stanovanju. A veste, na kaj me spomne tale kavč? Se spomnite, kakšne 3-4 leta nazaj, ko je imela Kim Kardashian en tak outfit, v bistvu je bila cela v teh rožah oblečena in so vsi kritizirali, koliko nesrečno je izbrala outfit. Bom dala tukaj slikco. V glavno na njo. Pa še naslonjač, čeprav tale mi je pa ful všeč. Parkrat sem že rekla, da sem bila obsedena s tem vzorčkom, imam kar nekaj oblačil v tem vzorcu. Da vidimo tudi, če je udoben. Ja, bi šlo, koliko stane? 1300 kun. Kakšen lep kotiček za čiliranje. Ful dober. Pa tukaj spalnica. Meni so bile od vedno že ful všeč take spalnice, ki so polne polštrčkov. To se mi zdi tak ameriški stil. Lahko mi pa kjera zapiše, če ima doma tako ful teh polštrov na postli. Kako je tak topo občutek. Dejansko mi je ful všeč, zato ker ti prav pričarajo tak pravi dom. Recimo, če želiš sušilnico, ti tukaj dajo vse take elemente, da dejansko prava sušilnica zgleda. Isto velja za spalnico, dnevno sobo, je pa res ogromno stvari, ogromno pohištva, tako da za enkrat Ikeja ni razočarala. Ful so mi všeč teli roza foteli. Sam da je roza. Ja, sam da je roza, ampak koliko stane? Dost. Se mi zdi, da bi ful dober izpadal tam, ko bi se ličila. Bi lepo popestril moj ta lepotni kotiček. Sam ta je mogoče mal prevelik. Ta preproga mi je pa noro všeč. Se mi zdi, da toliko poživi prostor. Pa kjeri lepi detajli, pol še tak polšter, pa slika. Ful dober. Koliko luškane posodice, idealne, evo, za make-up spraviti. Jaz imam dosti podobne, sicer jih nisem kupila v Ikeji, ampak so v bistvu zelo podobne, te mogoče majčkeno manjše. Pa tudi cena se mi zdi čisto dostopna, 15 kun, to je malo čez 2 evra. Pa si pa lahko tako lepo razporediš maskare, barvice in tako naprej. Ko smo glih pri posodicah pa make-upu, dajte mi zapisati spodaj v komentar, če bi želeli videti, kako imam urejen make-up pa kozmetiko v novem stanovanju. Sem razmišljala, da bi to posnela, pa nisem zihra, bi vas zanimali, a je še aktualno, tako da bom vesela malo vaše pomoči. Če mi je pa kaj želja, ko bom velika, je imeti kuhno na otok. Tole je že lep primer, da tukaj kuhaš, tukaj pa lahko potem zelo super tudi kaj posnemaš. Pa zelo lepo pride tudi tole cvetje zadaj, zelo tak dober občutek, da tak svež občutek, tudi tale polička da eno tako toplino. Tale solnica mi je ful všeč, sicer je kar mal draga, mislim 120 kun, ni spet velik, ni pa spet pocen. Tak lep dizajn mi je. Zna izpadati toplo in domače. Sicer pa tudi tale kuhanca ni slaba, všeč so mi krpe, sam jaz sem jih pred časom nabavila res velik, tako da jih dejansko nima več kam dati. Kako so hudi štedilniki, dejansko jih ima za 5. To bi kuhala. Mi dva imava drugače doma električni štedilnik, enkrat sem o tem že govorila na storijih, da mi dejansko ful je všeč, zato ker primer, če delam palačinko, se na sredini dobesedno zažge, v sredi oziroma okoli pa rata taka
surova, še ne pečena. In imam tudi problem pri drugi hrani, karkoli drugega kuham, se na sredini ful zažge, okrog je pa isto surovo, tako da če bom kadarkoli se spet celila ali pa kupovala ali pa opremljala kuhno, bom definitivno kupila štedilnik na plin, ker je po mojem mnenju definitivno ful boljši. Ena stvar, ki jo nujno rabva, je stol za računalnik, tako da nama bo udobno, meni ko montiram, njemu pa ko dela bite. Jaz imam šminko, čisto šminke. Tole bi bilo pa sanjsko za naju, da bi imela 2 lijaka. Video sem dostikrat zgubil v kopalnici in pa se drenava. Tole bi bilo top. Tlele še polička za odložiti. Je tukaj še predal. Ja, hudo. Tole bi imela. Nije za upotrebo. Ja, lej, Se to zgodi. Ja, se to. Koliko pa sanjska garderoba. Evo, tole je meni želja imeti, da je cela v belem, da ima ogromno poličk, teli predali so bolani. Pa lej ti to, da imaš vsak očala v posebnem predalčku, ali pa kravato, ali pa nakit. Koliko je lepa. Evo, tole bom tudi imela, ko bom velika. Koliko je pa cena take omare? A misliš, da je tole 2 jurja kun, ne dvomam, kot bi bilo prav poceni. A ja, to se posebej gleda, ne? Vsak to. Ja, to kar nanese, toliko mi je všeč. Tole pa spalnica, ne, ta definitivno ni v mojem stilu, kaj so to, kaj rolke, to ti še na glavo pada. Drugače pa ne vem, če sem vam že kdaj povedala, ampak mene dejansko notranji dizajn ful zanima. Mislim, da če ne bi šla v novinarstvo ali pa psihologijo, to je bila tudi veja, ki me je ful zanimala, zna biti, da bi opremljala stanovanja. To je meni, ne vem, tak veselje mi da, tudi ful se dobro počutam v teh trgovinah s pohištvom, pa to opremljanje, ena taka hitra zanimivost o meni. Zdaj pa gledava, če bo kakšna lepa posteljnina, se ne bi branila. Kakšno mogoče zeleno ali pa tisto hotelsko belo. Poglejte to, kaj se da vse narediti z 29 kvadrati. Tukaj le priješ noter in potem imaš tukaj eno tako lepo svetlo kopalnico, svetle barve zato, da prostor še poveča. In imaš dejansko vse, kar rabiš. Lijak, WC, tamle za umivati perilo in tuš kabino. Pa tukaj dejansko en prostor, vse, kar rabiš. Jaz si to predstavljam, da je garsonjera, se pravi ena zakonska posla. Kavč, pa še ena posla, recimo, če imaš otroka. Tukaj lahko gledaš iz kavča televizijo ali pa imaš kuhno oziroma mizo za ob kuhinji, za jesti, jedilnica. Stoli so gor na steni, da prehraniš prostor, celotna kuhna. Pa potem tukaj le še ena mizica za vse te pisarniške stvari, pa polička, kjer daš vso svojo dokumentacijo. Majhen prostor, ampak z dobro domišljijo se res da narediti marsikaj. Tlele pa spet en čist poseben vibe, taka pisarna, starodavna, hkrati pa moderna, pa posla. Všeč pa mi je tale slika, dejansko rabva eno za najin kavč zadnji, ker imava belo steno in da malo popestriva prostor, da bo malo bolj topo. Tako da če va kakšno našla, je velika verjetnost, da jo bova vzela. Še ena sanjska omara. Tam je mogoče še malo bolj všeč kot tista prej, ker ima še več prostora. Glejte to, koliko predalčkov. Tukaj le za nakit ali pa nogavičke. Ne, tle za nakit, tam za bilo kaj. Tukaj le po barvah vse razporejen obleke. Moj bog, koliko je lepa. Lej pa tle vse čevlje. Koliko je huda. Če se kdaj selim in bo imela še več prostora, bo imela točno tako. Sanjska je. Koliko cute polet za limonado. Daš na vrt ali pa na vrtno mizo, na polno z limonado, daš malo mete in potem si tukaj otroci ali pa tudi odrasli točijo sami. 25 kun se mi ne zdi drago, pa še lepo zgleda. Tole pa ti prepustim. Kakšna bešalka za bunde ali pa brisače. Čeprav ta je pa huda. Dobro zgleda. Tisti, ki slučajno še niste bili v Ikei, tukaj se konča srednji del, pa prideš na del, kjer je restauracija. Trgovina se bo potem dejansko nadaljevala. Kar je v bistvu dosti cool ideja, ker če greš resno nekaj nakupovati pohištvo, te znak izčrpati rada šlačen in potem greš prej iz trgovine. Če ti pa ponudijo na enem mestu vse, se potem ustaviš, okrepčaš in greš potem naprej. Pa dejansko je ful velik prostor, tudi ogromno izbire, tako da
Bravo, Ikea. Pisa, losos, ajda pa neka omaka za njega. Zame pa cheesecake z, kaj je to, borovnica pa malina. Pa razgled na parkirišče. Noč je že. Kaj dober? Ja. Zdaj sprobam še tole moja tortica, cheesecake. Ni slaba. Sem mislila, da bo bolj suha, ampak je dejansko sočna. Ni najboljša, kar sem jo jedla, ampak gre čez. O, kako cute. Za svečke. Še ena stvar, ki mogoče ne veste, jaz obožujem svečke. Malina. Ful lepo diši. Pol pa še stanovanje za 35 kvadratov. Evo, prijaš noter, kuhna. Jedilna miza, ful je priročna, ker se lahko zloži, tako da imaš potem lahko več prostora. Miza za računalnik ali pa lepotičenje. Za knjige pa za kakšne druge stvari spraviti. Pa kavč, pa tukaj le televizija. Tule še pogled na celotno stanovanje. Ne moram verjeti dejansko, da je to 35 kvadratov. Tukaj pol kavč / postla. Tole je kot neka otroška igralnica, ja. Mislim, to balkonka. Pa še ni konc za 35 kvadratov, res se mi zdi ogromno. Pa še kopalnica, taka mini. Ampak evo ideja še, če ima Kira ali pa Kir majhno kopalnico, če da svetle barve, lahko izpade v trenutku. V bistvu čisto dovolj velika za vse. Omara ali pa postla. Še ena rešitev, če je prostorska stiska. Po teh stopnicah prideš dol in potem te čaka še cel spodnji del krožnikov in vsega tega jedilnega pribora. Se mi je zdelo, da bi bilo tisto malo. Tako da greva zdaj pogledati še vse tole. Ja pa mali flamingoti, velik kozarc, pa še malo manjši za sok poleti ali pa kakšno limonado. Tole je pa raj zdaj. Vaze, rožice, polštrčki. Zdaj sem pa prišla na svoj račun. Gledava luči, tudi to bi imela enodnevni. Tale mi je pa kaj za ribe loviti. A ni gleda tak naklon. Gledava slike. Ne, ta mi je malo depresivna. A si predstavljaš, da bi imela tole, nov Wi-Fi? Ne. Ali pa te rožice so lepe. O, huda. Pa pobarvaš vsakič, ko obiščeš novo državo. Kako pa to diši? Kaj so to maline? Tole pa, če se ne motam, je zadnji del Ikeje. Zgori, kjer smo bile, imajo razstavljene stvari in potem sem prideš, si zapomniš številko in nabereš to, kot je bilo zgori všeč. Nakup uspešno upravljen, tako da ti magar doma pokažem, kaj sva kupila. Zdaj pa še ne greva domov, lej ti pokažem, kam sva namenjena. Na tej strani je Ikeja in tukaj čez cesto imajo pa oni take barne hiške, kot neka Palma Nova v Italiji, s tem, da se tukaj reče, če se ne motam, Outlet Zagreb. In tukaj se potem dobi kar nekaj oblačil, s tem, da mislim, da po znižani ceni. Bom zdaj le videla, a to drži ali ne. In jasno, če sem to odkrila, da moram iti pogledat, tako da greva zdaj le še tukaj le en krog pogledat, kaj se kaj lepega dobi. Ajla, dobro jutro. Evo, danes je nedelja, naslednje jutro. Nisem pa včeraj snimala, ker sva dosti pozno prišla. Kot rečeno, sva šla najprej v center Zagreba, tok sva lep dan imela. Sonček je svetu na polno, tako da sva se potem usedla tam na ta trg na kavico, kar kakšne 2 ure je opila na sončku. Pol sva malo hengala po mestu, šla nekaj pojest, potem v Ikejo. V Ikeji sva bila dosti pozno, tako da v bistvu sva šla šele okrog 8:30 ven in sva imela samo pol ure za tisti del, kako se že reče, Outlet Zagreb, tako da se je vse
skupaj hitro zaprli in nisem imela časa kaj dosti videti, ampak mi ni žal, no, ker to je bilo, ta trip je bil bolj namenjen za Ikeo, tako da važno, da sva videla, kar sva hotela, poslikala, kar sva hotela in naredila tak seznam za naslednjič. Sva pa vse neke stvari že kupila, tako da ti bom zdaj le pokazala. Če sem jaz pri oblačilih čist nepremišljena in kupam vse, kar mi je všeč in to takoj brez nekako, da bi enkrat premislila, je pri pohištvu malo drugače, ker vse ne treba stvari sestaviti, pa to res potem gledaš v stanovanju dolg časa, tako da je fajn potem, saj jaz sem taka, no, malo prespat, narediti seznam pa je potem naslednjič z nekim oblikovalnim načrtom. Zdaj pa ti bom pokazala, kaj sva vse vzela, tako da sledi Ikea haul. Precej zanimiva situacija je tukaj pri meni na posli, tukaj imam srčke še od ene fotke, mimogrede, če me ne slediš na Instagramu, pet prečekirat, boš videla med drugim tudi tole fotko s srčki, medtem ko postelina je pa čista božična oziroma zimska. Ampak ja, tlele imava stvari, katere sem kupila, tako da ti bom zdaj pokazala. Tole sva vzela za obuvati čevlje. Čak, zadnjič sem slišala en izraz, kako se temu reče. Meni se zdi, da eni temu pravijo Črnogorka. To je vedno dober imeti pri bajti. Vzela pa sva tole, ta večjo, da se ne rabiš veliko sklanjati. Tale stvar, če se sprašuješ, kaj je, to je v bistvu za odložiti krožnik, da malo zaščitiš mizo, ker midva imava tisto jedilno mizo, novo, res je lepa, bila je tudi malo dražja, tako da tole je fajn, da potem, če daš kakšno vročo ponvo na mizo, da to potem malo zaščiti. Pa še take čisto dekorativne. Dve sva vzela za vsakega enega, je zaščita pa hkrati še lepo. Tole si videla že v trgovini, ki sva nakupovala, bon maline. Kaj pa to sploh je? Tole so dejansko taki cvetovi, prav navodil, čemu to služi, ni nič napisan, piše samo v zadnji, da lahko pušča barvo. Ampak, zdaj kako si jaz to zamišljam, da bom uporabila, prvič ful lepo diši, tako da lahko daš že recimo v omaro, da ti perilo lepo diši. Dišeče perilo je nekaj najboljšega na svetu, tako da to je ena varianta. Druga varianta, kako lahko to uporabiš, je za dekorativo, se pravi, da daš kakšno tako lepo prozorno vazico, nasuješ tole in potem lepo tako oblikuješ, hkrati pa še diši prostor, tako da bom jaz po moje bolj nekaj na to foro naredila, da mogoče pa tudi v omaro, ne vem, se mora še odločiti. Potem sva vzela tudi tole, a kdo ugane, kaj to je, brez da pokažem fotko. Če takole pokažem, je tako jasen. Za brusati nože se mi zdi ful praktična zadeva, sam takole postaviš, takole primaš in potem nož, tisto konico parkrat potegneš, da je bolj naostren. Pa je pa treba paziti, jasno, da se ne urežeš. Pa še zadnja stvar, čeprav je mogoče hecen, ampak jaz ne vem, a to prinesejo leta, ampak kupila sva novo ponvo, s tem, da ta ponva ni, takole z nogo pomagala, ni kar ena, je malo bolj taka globoka, zdaj ne vem, a boš ti to videla ali ne, ker je tukaj še pokrovka. Skratka, za pad thai, tista wok ponva, tako da v bistvu je noter bolj globja in lahko potem, ko pravi kuhar, dela še testenine. Jaz pad thai obožujem. Čeprav zdaj le razmišljam, da nimam ne rezancev, ne kozic, ne pora, ne zelenjave, tako da jaz mislim, da se bom zdaj le kar dokončno oblekla, dvigala rit in šla v trgovino, da bo danes kaj za kosilo. Te pa želim en čudovit torek, mislim, da ko bom tole objavila, da bo direkt torek, tako da uživi še naprej v današnjem dnevu. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, stisniti rdeč kvadratek, naroči se in zvonček, da te obvesti, ko pride nov video. In ne mi pozabiti slediti tudi na Instagramu, tam sem aktivna čez cel teden, tako da ko ni novega videa, se družimo tam. Hvala za tvojo pozornost, spodaj v komentar mi zapiš, kako se ti je zdel današnji video. Bil je malo drugače, vedno usmerjen v nakupovanje. Zadnje čase so moje vsebine več ali manj take nakupovalske, nekako mi sede tudi, ogledi vse bolj raste in raste, tako da vidim, da takšne teme zanimajo tudi vas. Ne vem, nekako sem se našla v tem, res mi to sede delati, sem taka strastna nakupovalka in sem vesela, da se najde toliko veliko ljudi, ki deli z mano ta podoben interes, tako da iz srca hvala, ker me spremljaš, ker me podpiraš, res mi to pomeni vse na svetu, tako da hvala vam. Lepo se imejte, se gledamo v naslednjem videu in do naslednjič. Čau, čau!